Pozdravljeni! V Ormožu je že vse nared za tradicionalno martinovanje. Uvodno dejanje, ki ga je predstavljalo ocenjevanje vin za najšpricer in turnir mladega vina, je že za nami. In kot je sklenila ocenjevalna komisija, se bodo ob pestrem dvodnevnem dogajanju v Ormožu pili špricerji vinogradništev Gorjak in Leskovar. Razen najšpricarjev vinogradništev Gorjak in Leskovar pa se bo tudi dobro jedlo. V Martinovem šotoru bo za gostinsko ponudbo skrbela gostilna Ozmec, na Kerenčičevem trgu gostilna Prosnik in picerija Ob parku. Na Grajskem trgu pa gostilna Črni ribič in pica fabrika Bajgloven ter Zavod Na. S tem, da bo v soboto od 9:30 že dišalo s tekmovanja v kuhanju prleškega piskra, da ne govorimo o dobrotah na veliki ormoški Martinovi tržnici, ki bo delovala tako v petek kot v soboto dopoldan, in o razstavljenih dobrotah izpod pridnih rok. Tudi letos so organizatorji, Javni zavod za turizem, kulturo in šport, z nekaterimi ostalimi zavodi v Ormožu ter društvi v občini pripravili pester program. Vsega bo, kot ponavadi. V soboto bo tekmovanje godb za pokal Vinka Štrucla in šaljivi prikaz vinogradniških običajev. V petek in v soboto nas čakajo krsti mošta, razstava malih pasemskih živali, delavnice za otroke, pohodi med goricami, vodeni ogledi Ormoža in okolice ter vožnje s turističnim vlakcem. Novost letos bo hop-on avtobus, ki bo na vsako uro vozil skozi središče ob Dravi na Kok, eden pa v smeri Velike nedelje do stanice v Sluševcih. Da ne govorimo o večernih zabavah, kjer bodo navduševali priznani ansambli oziroma glasbene skupine. Tudi kulturni program ne bo manjkal. V petek popoldne bo odkritje doprsnega kipa Stanku Čurinu, zvečer pa odprtje likovne razstave Malek 2019 in postavitev 4. rastoče knjige. Sobota pa prinaša nastope folklornih skupin, pevcev in godcev na Kerenčičevem trgu. O 15. uri pa bo tudi žrebanje nagrad destinacije Jeruzalem, ki bo zanimivo za vse, ki ste od aprila do konca oktobra pri ponudnikih izpolnjevali kupončke. Slavnostna otvoritev martinovanja v Ormožu pa bo jutri v petek ob 16. uri na Grajskem dvorišču, ko bo razglašen tudi Martin I. Ormoški, ki bo slavnostno prevzel skrb za mestni vinograd. Verjeti je, da bo čas martinovanja v Ormož pripeljal številne goste od vsepovsod. Gotovo pa se bo našlo za vsakogar kaj. Kot smo že poročali, je v oktobru potekala prva seja otroškega občinskega sveta in med točkami na dnevnem redu je bila tudi predstavitev občine Ormož. Zanimive podatke, ki bodo najbolj zanimivi tudi vsem nam, je mladim svetnicam in svetnikom predstavila Mateja Zemljak iz občinske uprave. Z zanimivimi podatki o naši občini in o delovanju občine Ormož kot inštitucije se je otroški občinski svet seznanil uvodoma, takoj po pozdravu župana Danijela Vrvnjaka in po imenovanju otroških županje in podžupanje. Županja je postala Žana Mari Kaloh, podžupanja pa Iza Korpar. Takoj po imenovanju je tako tudi vodenje seje prevzela županja. Najlepša hvala za besedo, vse prisotne bene najlepše pozdravljam in se vam zahvaljujem za zaupanje. Predlagam, da bi prešli na 3. točko dnevnega reda in sicer uresničevanje nalog občine skozi oči osnovnošolcev, torej nas. Zato bi najprej prosila gospod Matejo Zemljak, da kot uvod v to točko dnevnega reda vsem prisotnim v kratkem predstavi našo občino. Občina Ormož je ena izmed 212 občin.
Leži v severovzhodnem delu Slovenije in meji na občine Središče ob Dravi, Ljutomer, Sveti Tomaž, Dornava, Gorišnica in na južni strani na Republiko Hrvaško. Je del Prlekije, pokrajine med Muro in Dravo in spada v Podravsko statistično regijo. Zajema širše ozemlje in sicer z ravnino na jugu in z gričevjem na severu. To je južni ravninski del in pa severni gričevnat del. Občina je prepoznana po vinski kulturi, kulinariki, običajih, neokrnjeni naravi in dobrih ljudeh. Tukajšnje življenje je prekrasno v vseh letnih časih. Po Ormoških goricah vodi vinska turistična cesta, kjer uspevajo in zorijo najžlahtnejša vina. Središče občine je mesto Ormož, mesto nad Dravo z lepo urejeno graščino, parkom, cerkvijo in urbano urejenostjo. Arheološka odkritja uvrščajo mesto Ormož med največja srednjeveška prazgodovinska najdišča. Občina meri 141 kvadratnih kilometrov. Po podatkih statističnega urada ima na dan 1.1.2019 11.942 prebivalcev, od tega je 5.987 moških in 5.955 žensk. Ožji deli občine so krajevne skupnosti. Občina Ormož jih ima 6, in sicer Ivenkovce, Miklavž pri Ormožu, Kog, Ormož, Podgorci in pa Veliko Nedeljo. Občina ima 61 naselij. Občina ima svoj grb, ima svojo zastavo in pa ponoven občinski praznik. Za praznik občine Ormož je določen 16. junij, to je datum nastanka listine, v kateri je najstarejša omemba imena Holermos, Ormož, to je bil 16. junij 1273. Na dan 16. junij se praznuje tudi prva omemba pridobitve mestnih pravic mesta Ormož v letu 1331. Občine v Republiki Sloveniji ureja zakon o lokalni samoupravi. Po tem zakonu se občine lahko povezujejo v pokrajine, ki pa jih še nimamo. Naloge občine so določene v zakonu o lokalni samoupravi in pa statutu občine. Naloga občine je zagotoviti oziroma zagotavljati čim bolj ugodne razmere za vsestransko dobrobit njenih občank in občanov. Naloga občine je, da zagotavlja in pa pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost, zato občina ustanavlja vrtce, šole, glasbeno šolo, osnovno šolo s prilagojenim programom, Zavod za izobraževanje odraslih, pri nas je to skupaj z mladinskim centrom. Občina financira tudi dodatne programe v vrtcih, šolah, šolske prevoze in občina je soustanoviteljica gimnazije v Ormožu. Zagotavlja in pa pospešuje tudi zdravstveno dejavnost. Občina je ustanoviteljica zdravstvenega doma, in pa lekarne. Pospešuje kulturno dejavnost, ustanovila je knjižnico, muzej in pa za medijsko obveščeno prebivalstvo, Zavod za informiranje, imamo Radio Prlek. Skrbi za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, in sicer za vodovod, za kanalizacijo s čistilnimi napravami, občinske ceste, kolesarske steze,
javno razsvetljavo, pokopališča, za urejenost pokopališč, parkirišča in pa za tržnico. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, tako da sprejema prostorske akte, gradi komunalno infrastrukturo v poslovne cone in išče investitorje. Ustanovila je tudi javno razvojno agencijo in pa mrežni podjetniški inkubator. Gradi športno infrastrukturo, in sicer telovadnica, zunanja športna igrišča, in pa občina je lastnica letnega in pa zimskega bazena. Upravlja s občinskim premoženjem in pa skrbi za urejenost javnih površin. Pospešuje raziskovalno, kulturno in pa društveno dejavnost, in sicer sofinancira programe športa, ljubiteljske kulture, humanitarno dejavnost, turistična društva in pa mladinske in študentske organizacije. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in pa stanovanjskih objektov in ima v lasti blizu 185 stanovanj v različnih blokih po občini. Skrbi za požarno varnost, tako da financira gasilska društva in ima tudi štab civilne zaščite. Sprejema prostorske akte, s katerimi določa namensko rabo prostora. Občina je tudi solastnica Centra za starejše občane, s čimer je poskrbela tudi za starostnike. Občino predstavlja župan. Najvišji organ odločanja je občinski svet, ki šteje 20 članov. Občinska uprava pa izvršuje odločitve župana in pa občinskega sveta in opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in pa razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. V razpravah, pobudah in predlogih v nadaljevanju seje je sodelovalo vseh 5 osnovnih šol. Ivanjkovci Miklavž pri Ormožu, Ormož osnovna šola Stanka Vraza in Velika Nedelja. Starostna struktura otroških občinskih svetnikov je med 12 in 15 let. Namen takšnih otroških občinskih svetov pa je aktivna participacija otrok v lokalnem okolju, s katero pridobivajo vseživljenjske kompetence in veščine ter spoznavajo aktivno državljanstvo v konkretnih izzivih. Tako so se mladi svetniki dotaknili prav vseh tem, ki oblikujejo bivanje v domači občini, od splošne do športne infrastrukture, urejenost šol, mesta, krajev, delovanja društev, zavodov, od zdravstvenega doma, muzeja in drugih. Dotaknili so se tudi gospodarskih razmer in celo stanovanjske problematike. Veliko pohvalnega je bilo povedanega, a tudi kar nekaj zanimivih predlogov in pobud. Naslednjo sejo pripravljajo aprila ali maja prihodnje leto. Sedaj pa v sosednjo občino Središče ob Dravi. Tamkajšnji svetniki so ta teden oddelali že svojo 7. sejo. Potrdili so DIP za energetsko sanacijo oken na šolski telovadnici in obravnavali predlog cenika v vrtcu na Vihanček. Sprejeli pa so tudi pravilnik o občinskih štipendijah. Med pomembnejšimi točkami je bil tudi predlog proračuna za prihodnje leto. Obravnava predloga proračuna za prihodnje leto je bil na minuli seji občinskega sveta Središče ob Dravi ena pomembnejših točk, za obravnavo katere so si svetniki vzeli kar nekaj časa. Ja, torej, kot ste dejali, smo nekako že s pozivom v mesecu septembru vsem proračunskim uporabnikom dali poziv, kajti planiramo, da bi proračun kot večino let bil sprejet pred 31.12., torej da v začetku drugega leta prične veljati.
Kar se tiče višine proračuna, ta je na prihodkovni in odhodkovni strani malo prek 2,5 milijona. Seveda nekje naš, če se tako izrazim, realni proračun je med 2 do 2 milijona 100, vendar ker je pred dobrim mesecem ni prišla potrditev projekta Drava Natura reka za prihodnost, ker smo partnerji z nekaterimi občinami ob Dravi. Ta projekt prenaša v letu 2020 skoraj 400 tisoč evrov nepovratnih sredstev, začel se bo izvajati torej 2021, malo za zamudo. Tako da tudi ta projekt nekako v tistem investicijskem delu, ki je seveda vedno zanimiv, prinaša okrog 700 tisoč evrov skupno. Drugače pa smo zastavili tiste nekatere manjše investicije po krajih, nekaj planiramo letos v Godanincu, ker ti par let nismo tam neki daljši odsek ceste, pa več manjših zadev, tudi nekaj več za projektno dokumentacijo, seveda vzdrževanje cest, razpise kot so kmetijstvo, malo gospodarstvo, društva, tako da tisti splošni del, ki je skozi leta vedno v proračunu ostaja. Ostalo, kar pa je ostalo, kot vedno, pa smo potem namenili za investicije. No in koliko torej bo šlo za investicije? Torej, kot smo rekla, investicijskih odhodkov je 700 tisoč in pa še 50 tisoč investicijskih transferov, to so neke razpisi pa druge zadeve za gospodarstvo, tako da je to kar dobro in pravim ponovno, glede na projekt, ki ga pričnemo izvajati drugo leto in pa 21, je to kar potem neka boljša investicijska situacija. Seveda smo tukaj ravno zato, da izvemo, kaj se bo investiralo, torej prihodnje leto, gotovo pa to zanima tudi najbolj vaše občane. Kaj torej bo novega, v kaj se bo vlagalo, kaj se bo delalo v občini, kaj je tisto, kar bi recimo izpostavili. Torej, kot smo že dejali, nekako planiramo tam med 120 do 150 tisoč v obnovo cest, potem kar nekaj predvsem opreme v dvorane, tudi dvorano Orlano bomo nekaj pričeli s hidroizolacijami, nekaj več bomo vložili tudi drugo leto v obnovo stanovanj, letos je potekal en nakup hiše, tako da tu drugače pa potem tako kakšne manjše zadeve, tudi neke obnove javne razsvetljave, malo pa če razpršimo, razdelimo te investicije po krajih ali pa tisto, kar osebno smatramo ali pa v nekem dogovoru, seveda, kar občinski svet sprejema, da se potem ta investicijski del, ki seveda je relativno majhen, kajti razpisov ni, čakamo, če bo kaj z vodovodom skupnim drugo leto, ampak to bo verjetno izvajanje potem 21-22. Pač nekako vedno mora biti kompromisni dogovor, kajte predlogov je vedno več, kot je denarja, kajti vaški sveti, svetniki in vsi ostali, ki predlagajo proračun, seveda imajo velike želje, seveda niso te želje, bi rekel, nerealne, zato ker seveda še vedno je veliko stvari, ki jih je potrebno urediti. Lotevali se boste tudi energetskih sanacij, oken na telovadnici, to bo iz proračunskih sredstev, kako se bo to financiralo? Ja, torej ponovno je odprt razpis Fundacije za šport, kjer smo se leta 2016 vsaj z zamenjavo oken na telovadnici, ki je res nujna, ker te okna in tisti kopelico iz leta 87, razpis je odprt, mi smo dokumentacijo potrebno pripravili, včeraj je bil potrjen tudi DIP, ki je torej spremljajoči dokument na ta razpis in upamo vsaj na to, da bi z 50% bili uspešni in v letu 2020 zamenjali okna. Seveda bi bilo še nujno potrebno, da potem sledi fasada, ampak korak po korak, nekaj, če dobiš preko razpisa, nekaj z lastnimi sredstvi in tako nekako lažje zmoreš tako manjšo ali večjo investicijo, če je tukaj del nepovratnih sredstev. Namenjate tudi kaj denarja iz proračuna za prihodnje leto za razvoj turizma, recimo kakšen pomembnejši takšen projekt, kot je recimo Krajinski park in podobno? Tako je, mi smo se že lotili z delovno skupino upravljalskega načrta za Krajinski park po letošnjem sprejetju odloka. Tudi tu nekaj ne gre za nekaj veliko denarja, ampak seveda vse ima neke finančne posledice. Seveda v dogovoru z ostalima dvema občinama zagotavljamo, mi smo trenutno dali 10 notre, mislim, da bo uskladitev 7 do 10 za destinacijo Jeruzalem, katero peljemo naprej. Tudi razpis za turistična društva. Ja, v tej smeri veliko
delamo in jaz, kot smo dali neko obljubo, tukaj moramo vztrajati, to nadaljevati. Seveda cilj je, da bi pridobili tudi iz naše občine še več tistih, ki bi konkretno pristopili k destinaciji Jeruzalem, predvsem naše dopolnilne dejavnosti, naši gostinci. V ta namen bomo ne prvič izvedli sigurno še ta leto ali pa takoj v začetku drugega leta zopet en skupni sestanek in želimo ljudi prepričati, da je to naša priložnost, kajti skozi razpise LAS, če gledamo skozi sredstva, ki smo jih dali občine letos, tudi drugo leto, skozi vse postopke za ustanovitev, smatramo, da to je priložnost, vendar to priložnost morajo predvsem spoznati naši ponudniki. Kaj bi si želeli, recimo, kaj je tisto, kar vas stare v občini Središče ob Dravi, morda pa bi na nek način poskušali rešiti prihodnje leto, kajti leto je vseeno dolgo, ne? Leto 2020. Je vsekakor, gledajte, kaj nas stara, sigurno je tista problematika, ki jo ponavljamo že nekaj let, to je upadanje števila prebivalstva, ne. To je sigurno ena taka zadeva, ki je lahko zaskrbljujoča, predvsem iz te smeri, da mogoče dobimo kakega investitorja v cono, ki čaka že par let, ne, da bi seveda zadeve tudi na področju turizma, o katerem smo že govorila, šle pozitivno naprej, tudi krajinski park z tistim, kar načrtujemo, kajti v projektu Drava Natura, ki smo ga omenila prej, kjer dobimo 500 000 nepovratnih sredstev, gre večji del sicer za odkupe zemljišč v Dravi in ob reki Drave, ampak za neke take zadeve. Potem v letu 2021 sledi konkreten projekt, ki je tudi 100% financiran, to je ena zanimiva interpretacijska točka tukaj v bližini središča, dodatna oprema v naši pisarni in tako naprej. Te zadeve, ne. Torej, če bodo nova delovna mesta, če bodo ljudje se imeli kje zaposliti, potem bodo ostali, ne. To praznjenje občine je predvsem tudi v nekaterih drugih občinah zelo kritično, bi rekel, ne. Po neki statistiki, ko smo zadnjič imeli eno predavanje o pokrajinah, dr. Brezovnik, ne, po podatkih, koliko ljudi dejansko v Ljubljano iz celotne Slovenije hodi v službo, ne, je dejansko, bi rekel, je dobro, ampak po drugi strani zaskrbljujoče. Tu predvsem zaustaviti ta trend in pa da bi ljudje tudi v destinaciji Jeruzalem, našem krajinskem parku, kar smo že prej rekla, prepoznali priložnost, kajti prepričan sem, da z našimi naravnimi in drugimi danostmi, tudi hrano, vini, lahko marsikoga privabimo in marsikdo lahko iz tega živi. Vendar je seveda potreben prvo, kot velikokrat rečemo, premik v glavah, tisti skupen nastop, ki je bistveno cenejši, bistveno boljši in tukaj lahko uspemo, seveda pa je to tek na dolge proge. Koliko sredstev namenjate za razvoj gospodarstva iz proračuna za prihodnje leto? Torej, za sam razpis malega gospodarstva je 15 000, tako kot je bilo letos, vendar je letos se prvič pojavilo, da smo na drugo odpiranje v mesecu septembru dobili kar več vlog, čeprav zanimivo. Razpis za malo gospodarstvo ni bil počrpan nobeno leto, letos pa se je pojavilo, da je bilo vlog v septembrski odpiranju več in smo torej dodatno z razporeditvami 3 do 4 tisoč namenili, tako da letos predvidevamo, da bo skoraj 20 000, drugo leto, če bo potreba več. Ne gre za neka velika sredstva, ampak moram reči, če pogledam razpise pri malem gospodarstvu nekaterih večjih občin, ki imajo parkratnik našega proračuna, da pa potem vseeno za gospodarstvo na razpis tudi delno za kmetijstvo, kjer 15 000 evrov odide v prvem odpiranju, na zadnje ni to tako malo. Ni veliko, po drugi strani pa ugotavljam, da kar nekaj sorazmerno dosti prispevamo za to. Čestitke torej za vse izpeljano, veliko je bilo postorjenega, no za konec pa še vprašanje, čas martinovanja je, kako boste martinovali v Središču? Je vsekakor veliki praznik, tudi v Središču bo na Oljarni, predvsem pa v petek imam vabilo za Ormož, že za soboto, tako da bomo seveda ves ta vikend menjavali lokacije v naši destinacije, pridejo tudi nekaj gostov, tako da vsekakor to je pomemben praznik, ki ga upam, da ga vemo in ga še bomo dobro izkoristili tudi za razvoj našega turizma, kajti
praznik vina, vseh teh naših dobrot, ki jih imamo, to moramo znati izkoristiti. Središki občinski svet je na dnevnem redu minule seje med drugim imel tudi obravnavo cenika za vrtec na Vihanček. Podražitev za vrtec zaenkrat ne bo. Sprejeli pa so tudi pravilnik o občinskih štipendijah, za katere namenjajo 17 000 evrov. Potrdili so še DIP za energetsko sanacijo oziroma zamenjavo stavbnega pohištva na šolski telovadnici. Mrežni podjetniški inkubator Ormož skupaj z občinama Ormož in Središče ob Dravi razpisuje natečaj za najboljšo podjetniško idejo. Projekt, ki so ga poimenovali Moja ideja, nam je predstavila direktorica Polona Kukovec-Lakota. Mrežni podjetniški inkubator Ormož v občinah Ormož in Središče ob Dravi razpisuje natečaj za najboljšo podjetniško idejo poimenovan Moja ideja, ki prinaša nov izziv za vse tiste, ki razmišljajo, da bi se podali v podjetniške vode. V bistvu prinaša ta natečaj eno novost v Ormožu, to se še ni naredilo oziroma ni zgodilo. Izbiramo pa najboljšo podjetniško idejo. Naziv smo dali Moja ideja, za najboljšo podjetniško idejo za območje občine Središče ob Dravi in območje občine Ormož. Nekako želimo mlade še dodatno malo spodbuditi, ki imajo kakšne ideje, da se naj prijavijo, da naj zaštartajo, tako da jih malo privabimo, ker dobre ideje so, pa še vedno si nekako ne upajo tega na glas povedati, smo rekli, bomo pa še tako malo spodbudili. Tako z natečajem spodbujajo aktivnosti razvoja inovativnih podjetniških rešitev in zagotavljajo podporne storitve za razvoj podjetniške ideje, pa tudi za zagon novega podjetja ter njegovo nadaljnjo rast, preko razvojnih mrež in integracij v različnih gospodarskih panogah regije. Najboljše podjetniške ideje bodo tudi nagradili, tako da natečaj prinaša tudi tovrstne spodbude. Prinaša zlato, srebrno in bronasto priznanje, prinaša eno vstopnico na konferenci Podim, ki je v Mariboru vsako leto. To je v bistvu en tak zelo obširen dogodek za mlade podjetnike, za startupe, kjer se skupaj dobijo tako investitorji kot startupi. Tam stečejo pogovori, nova poznanstva in se nam je nekako zdelo zelo primerno za nekoga, ko je na začetku, ker se veste, skozi poznanstva se vse potem lažje nekako pogovori, še posebej, če to neko sproščeno vzdušje, ki traja več dni, ko osebo večkrat vidiš. Potem imamo praktične nagrade, kot so na primer poslovne torbe, imamo tudi seveda podporo podjetniškega inkubatorja za vse tri, imamo finančno svetovanje, tako da nekako navdušimo vse, ki imajo neke ideje, da se naj spustijo v to in jih naj realizirajo. Tako gre izključno za nove podjetniške ideje, ki jih v okolju gotovo ne manjka. Lahko so delno tudi že realizirane, pojasni direktorica. Gre v bistvu za to, lahko je ta ideja že nekako realizirana, zdaj da je že na trgu, da je že nekako, ne vem, zdaj bom čisto tako karikirala, v šparu, pa ne da delam komu reklame, pa da se že to prodaja na veliko, ampak da gre za res neko novost. Zato smo tudi dali noter en pogoj in sicer, če se prijavijo podjetja, ne smejo biti vpisana v poslovni register pred 1.1.2019, ker res želimo tisti, ko še nimajo podjetij, ko so neki posamezniki ali pa kakšne skupine, mogoče podjetniške, da jim nekako pomagamo že na začetku. Projekt oziroma natečaj za novo podjetniško idejo sicer ni nekaj novega v Sloveniji, je pa to prvi takšen natečaj, ki ga razpisuje ormoški inkubator. Ne, to je po vzoru, mislim, zelo dosti inkubatorjev ali pa kar nekaj inkubatorjev že to sprovaja. Večina inkubatorjev pa nima nekih nagrad, ampak dajo v bistvu samo ta priznanja. Mi pa smo rekli, bomo še malo dodatno neke cukrčke in dodali, tako da bi lažje, Sploh pa še bolj privlačno za vse toliko drzne, ki bi svoje podjetniške ideje želeli predstaviti, enkrat potem pa tudi realizirati. Natečaj je odprt, sicer pa so roki sledeči. Ta razpis bo odprt do 12. decembra 2019, potem pa bo podelitev nagrad en dan v januarju.
Po zaključku roka za prijavo bo strokovna komisija pregledala vse pravočasno prispele pisne vloge in jih ocenila po vnaprej določenih kriterijih. Rezultati natečaja bodo po razglasitvi objavljeni na spletni strani inkubatorja. Sicer pa je mrežni podjetniški inkubator, ki deluje pod okriljem občin Ormož in Središče ob Dravi, bil ustanovljen z namenom vzpostaviti podporno okolje na novo nastajajočim podjetjem, tako da jim dela ne zmanjka. Ukvarjamo se, gledamo, kakšni razpisi so kje, če še se da kakšen projekt dobiti. Zdaj se je začela tudi socialna aktivacija pri enem izmed naših inkubiranih podjetij, pri Centru ponovne uporabe, tako da je zelo živahno tudi v Zgornjem nadstropju. Vsak dan imamo kakšna svetovanja, tako da probamo nekako spodbuditi podjetništvo in pomagati mladim na tej poti. In s kakšnimi vprašanji recimo prihajajo stranke, kaj jih najbolj zanima, ko potrkajo na vaša vrata? Zelo dosti jih najprej zanima tisti, ko sploh nimajo podjetij, kam se naj obrnejo, kako naj začnejo, kaj je to standardna klasifikacija dejavnosti, čisto taka splošna vprašanja, varstvo pri delu, zdravniški preglede. Potem pa je drugo pomembno vprašanje, kje naj dobijo kakšen denar, kje so kakšne subvencije na voljo, kakšni so kje kakšni razpisi, tako da to so tiste čiste osnovne, kako se odpre podjetje, pa potem, kje še dobiti kakšen dodatni denar, da lažje zaštartajo. Tako da mrežni podjetniški inkubator vabi vse s poslovnimi idejami in v bistvu vse, ki jih karkoli zanima v zvezi s podjetništvom, da potrkajo na njihova vrata na Vrazovi ulici 9. Trenutno pa torej pričakujejo čim več prijav na natečaj Moja ideja. Naslednjih nekaj minut pa z utrinki s komemoracije posvečamo minulemu dnevu spomina na mrtve. Med mnogimi vse naokrog je komemoracija potekala tudi v Ormožu, kot običajno ob spomeniku žrtvam druge svetovne vojne. Zaradi dežja je del slovesnosti potekal v Beli dvorani grajske pristave. Med komemoracijami, ki so potekale v spomin na mrtve, je tako kot običajno komemoracija bila tudi ob spomeniku žrtvam druge svetovne vojne pred gradom v Ormožu, ki je bil postavljen leta 1973 in služi kot spomin na najtežja leta zgodovine slovenskega naroda, ter predstavlja znak spoštovanja do pogumnih junakov, ki so ustvarjali zgodovino slovenskega naroda. Zaradi dežja je slovesnost potekala v Beli dvorani grajske pristave. Kulturni program so pripravili člani literarno-recitatorskega krožka in mladinski pevski zbor osnovne šole Ormož v sodelovanju z glasbeno šolo Ormož. Včeraj, danes, te dni stojijo ljudje pred spomeniki padlih, streljanih, umrlih med vojnami. Spominjamo se vseh, ki so dali življenja za prihodnost vseh nas. Niste se izgubili kot zveno tihoto, niste odšli v nič in pozabo. Po vas merimo stvarem pomen in vašo pesem skušamo peti za vami. Bosa pojdiva, dekle, obsorej, bosa pojdiva, prek zemlje trpeče, sredi razsanjanih češnjevih vej, sežem ti nežno, v dlaniko prneče. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talce v grobovi.
kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva, dekle, obsoraj, bosa pojdiva, med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Samo en cvet, en češnjev cvet, mu bil znanilec je svobode. Ko padel je šel poet med gardo mladcev, tistih naših na gori hrast, poljani cvet, zdaj z njimi z večnostjo mejaši. Samo en cvet, en češnjev cvet, krvav in za prihodnost rešen, cvete, diši čez goro let, kot duh iz pesmi in občešen. Zemlja grobe krije, kjer junaki domačije mirno, smrtno spanje spe. Kdo li zna za njem, rad na tvojo, hrabri samo, črno bi pokleknil jamo, prst poljubil, ki pod njo hrabro ti leži telo. V pesmih glas bi svoj povzdignil, z njim Slovence bi navdihnil. Vašo vrednost rod spoznal bi, vas vreden postal bi. Mednarodno osvobodilno vojno je v taboriščih umrlo 37, v internaciji pa 13 občanov občine Ormož. V bojih je padlo 41 borcev iz ormoške občine. Med talci je bilo ustreljenih 42 Ormožanov. Spomenik je blagoslovil domači župnik Drago Avsenak. Venec k spomeniku pa sta položila podžupanja Irma Murat in župan Danijel Vrbnjak. Hvaležen spomin na vse,
ki so storili veliko dobrega za naš narod, za našo domovino, naše prednike in tudi nas živeče, nas je zbral tu pred spomenikom in v aleji naših zaslužnih mož in žena. Izgorevali so za človeško in narodove vrednote in darovali ali celo nasilno izgubili svoje življenje. Naš hvaležen spomin in naša molitev želi biti dokaz, da cenimo njihovo požrtvovalnost, pogum in ljubezen. Molimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Večni Bog, tvoj ljubljeni Sin in naš Gospod Jezus Kristus je premagal smrt in prešel večno življenje, naj se naši umrli udeležijo njegove zmage nad smrtjo in uživajo večno srečo v tebi, ki si naš stvarnik in odrešenik. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. V nadaljevanju pa k športu. V Ormožu so minule dni zaznamovali kar 3 zanimivi rokometni dogodki, ki pa se žal niso odvijali po željah slovenske rokometne reprezentance in rokometnega kluba Ormož. Smo pa obiskali tudi nogometno tekmo med Ormožem in Grajeno, ki se prav tako ni odvila tako, kot bi si domačini želeli. Pozdravljeni. Mesto Ormož je ob vrnitvi rokometašev v svojo dvorano v pičlih 8 dneh gostilo 3 zanimive tekme. 1 reprezentančno in 2 tekmi državnega prvenstva. Žal se na vseh 3 tekmah ni išlo po načrtih izbrane vrste ter Jeruzalema. Najprej je na Hard Eko razočarala reprezentanca, ki je z Nizozemsko le remizirala, čeprav je v 2 trenutkih že vodila tudi z 8 goli prednosti. Na koncu pripravljalne tekme je bil rezultat 29-29. Še bolj boleča poraza proti Mariboru in Kopru so doživeli vinarji, ki so zamudili priložnost, da bi se zmagama zavihteli na mesta, ki vodijo v ligo za prvaka. Zgodilo se je prav nasprotno in najprej je sledil poraz proti Mariboru, ki je izkoristil slabo igro Jeruzalema v drugem polčasu in brez večjih težav nadoknadil zaostanek 5 zadetkov tik ob odhodu na odmor. Na strani Maribora sta blestela Andraž Velkavrh z 8 goli in vratar Martin Kocijančič, ki je zablestel s 6 obrambami v drugem polčasu. Maribor se je na koncu veselil zmage z rezultatom 29-27. Čestitke na zmagi 14-9 ste zaostajali, na koncu pa dobesedno razbili Ormožane. Ja, vedeli smo, kam prihajamo. Potrebovali smo te 2 točki, kljub slabemu začetku. Imamo novega trenerja, treba prilagoditi sistem. Na začetku se nam še ni išlo, vendar smo potem v polčasu v garderobi dorekli nekatere stvari, fantastično odprli drugi polčas in potem zmatrali Ormožane in na koncu po moje zasluženo slavili. Fascinantno je naslednji podatek, 10 tehničnih napak Jeruzalema, od tega pa mislim 8-9 lakih zadetkov z vaše strani. Menim, da je tu bil ključ do vaše zmage. Tako, ja, ravno tista prednost, ko je Ormož vodil 14-9, je bilo lik takrat, ko je Ormož naredil kontre. V drugem polčasu smo pa strnili obrambne vrste, zaustavili levo stran, katera je Ormožova najmočnejša in potem smo mi s temi lahkimi zadetki prišli do izenačenja in na koncu tudi potegnili to in ni bilo lih mirno, ampak pripeljali 2 točki v Maribor. Moram povedati, nezasluženo ste na zadnjem mestu bili pred to tekmo, zagotovo še niste se odrekli željam povrstiti v ligo za prvaka. Tako, ja, želja in motiv je vedno prisoten, slabši začetek je morda posledica, da smo menjali ekipo. Sedaj smo še trenerja, non-stop je treba uigravati ekipo in tekmo po tekmo gremo. Še vedno lahko mi kot zadnja ekipa pridemo med prvih 6 in s takšnim vodilom moramo nadaljevati prvenstvo in sedaj je potrebni v nedeljo po 2 točki in vidimo, kaj bo prineslo na koncu februarja, ko se ta prvi del zaključi. Jaz sem imel občutek, da smo praktično gostom
po 10 tehničnih napakah naših podarili zmago. Ja, res je, drugi polčas, oziroma ta začetek drugega polčasa nas je spet tako že dostikrat pokopal. Ne vem, prvi polčas je bil za moje pojme zelo dober borba, tudi drugi polčas smo se borili daleč od tega, ampak tako si rekel, preveč tehničnih napak, lahkih golov, gostov. Jones, ki je prvi polčas branil vrhunsko, smo ga pustili drugi polčas na streljanju, nismo ga ni niti se uspel razbraniti v teh prvih 5-10 minutah in roko na srce so gostje zaslužili osvojiti te točke. Enostavno smo imeli v drugem polčasu težavo, da nismo zadevali v napadu in potem smo igrali, oziroma dobivali smo lahke zadetke in igrali na njihovo postavljeno obrambo. Tam pa smo naleteli na težavo. Ja, res je, na njihovo postavljeno obramba s temi globokimi izpadanji dvojk nam je delala probleme, nismo mogli razviti te svoje igre, tako si rekel, nismo se uspeli, parkrat smo se obranili, večino časa smo prejemali zadetke in nam igra ni mogla hitreje steči, tako da ne vem, jaz mislim, da moramo dejansko to čim prej pozabiti, mi imamo časa, veliko razglabila, že v soboto nas čaka spet zelo pomembna tekma in jaz upam na boljši rezultat. Po Mariboru so se zmage na Hard Eku veselili tudi rokometaši Kopra, ki pa so pokazali bistveno več od Mariborčanov, kar dokazuje, kako slaba je bila predstava Jeruzalema v sredo proti sosedom. Gostje so odlično pričeli tekmo in hitro po že tretjem golu Tilena Sokoliča povedli s +3, 4-1. Šele v 7. minuti so vinarji dosegli svoj prvi zadetek iz igre. Prej je 2x7 uspešno realiziral kapetan Bojan Čudič. Do 8. minute si je Koper nakopal že 3 izključitve, kar so spretno izkoristili Ormožani in izid 2-krat izenačili. Najprej na 5, kasneje na 6. Sledile so minute Grege Krečiča, ki je od 9. do 22. minute mrežo Tomislava Balenta in Klemna Nunčiča zatresel kar 6-krat. Šele po odhodu na predah Krečiča in nekaterih drugih igralcev Kopra je zadihala ormoška ekipa in počasi, a vztrajno lovila nasprotnika. Čudič je se svojo peto uspešno izvedeno 7-metrovko v 28. minuti poskrbel za vodstvo domačinov 16-15. Medtem ko so Ormožani še naprej vztrajali skoraj za identično ekipo iz prvega polčasa, je trener Kopra Uroš Rapotec do 40. minute počival udarne može svoje prve sedmerice. Ob tem je gostujoči trener zadev zamenjavo na golu, ko je Italijana Tomasa Postonjo zamenjal z Alešem Štavarjem. Slednji je v drugem polčasu zbral kar 8 obramb. Od tega je v 39., 44. in 49. minuti gostiteljem zaustavil 3 7-metrovke zapored. 2-krat Čudiču, enkrat Tinčeku Hebarju. V 39. minuti je Jeruzalem po golu Roka Žorana še zadnjič vodil za gol, 20-19. Ob slabi obrambi Ormožanov svojega dne niso imeli niti domači vratarji. Zadetki Kopra so padali po tekočem traku. Številnim razpoloženim igralcem Kopra se je v drugem polčasu pridružil še Matevž Žagar, ki je za prodori 1-1 kot za šalo prihajal do lahkih in uspešnih zaključkov. V 45. minuti je zadev znova Krečič za +4, 26-22 in Koper več ni do konca tekme izpustil vodstva iz svojih rok. Ekipa Jeruzalema je v obrambi bila podobna kot ponesrečeno postavljeni stebri v prenovljeni ormoški dvorani. Nikakor vinarjem ni uspelo povezati vsaj 2 uspešni obrambi, ob vsem tem pa ni steklo še v napadu. Četi trenerja Saše Prapotnika ni preostalo nič drugega, kot da športno stisnejo roko Koprčanom na več kot zasluženi zmagi. Žalost Ormožanov po drugem zaporednem domačem porazu je bila več kot očitna, saj se ekipa zaveda, da jo letos čaka hud boj za obstanek v ligi. Tako Grega Krečič, najprej čestitke na povsem zasluženi zmagi tukaj na Hard Eku. Odigral si perfektno partijo v prvem polčasu, v drugem dodal še piko na i, ampak ostali svoji igralci so tudi odigrali fantastično tekmo. Ja, kaj ne rečem, po dolgem času res ena fantastična obramba na čelu z golmanom. V napadu smo igrali celo tekmo strpno in to je mislim, da pripeljalo do današnje zmage. Tako da upam, da gremo samo tako naprej. Našo ekipo Jeruzalema je presenetilo kar nekaj drugih fantov. Zagotovo vratar Štavar, potem je tukaj še Žagar, ki je ubijal ekipo Jeruzalema v drugem polčasu. Ja, sigurno so te fanti kvalitetni, mi čakamo samo, da se jim odpre, danes se jim je, tako da upam, da bodo tako nadaljevali in to je to. Hvala. S to zmago se vam je zdaj odprla tudi pot krepko
k vrhu navzgor. Namreč zdaj prihajajo za vas nekoliko na papirju lažje tekme in z lahkoto se boste ob taki igri spogledovali z uvrstitvijo v Ligo za prvaka. Mislim, da vsaka ekipa v naši ligi je enakovredna, tako da mi gremo vsako tekmo po zmago. Upam, da bomo odigrali še več takih tekem kot danes in prinesli čim več točk v Koper. Tako, Klemen Unčič, danes moramo pošteno priznati, da je ekipa Kopra bila enostavno boljša. Imeli so krepko več razpoloženih igralcev kot pa naša ekipa. Ja, se strinjam s tabo. Razočaranje je veliko, težko reči karkoli po taki tekmi. Mi smo se res dobro pripravili, hoteli smo vzeti točke tukaj doma na Hardeku. Žal, ni nam steklo ne v napadu, ne v obrambi. Ekipa Kopra nas je res razbijala vse posod in zaslužena zmaga, moram reči. Kaj se dogaja z igro v obrambi? Enostavno 31 golov v trdnjavi Hardek, tega nismo vajeni. Že proti Mariboru ni bilo to na nivoju, danes prav tako ne, mogoče celo utrujenost, 2 tekmi v tako kratkem času. Ja, ne bi rekel, konec koncev smo le športniki, treniramo za te tekme, mislim, da kondicija je dosti, trenirali smo dosti dober, tudi v pripravljalnem obdobju, mislim, da smo na kondiciji kar nekaj naredili. Ja, se strinjam, 31-30 golov, to je absolutno preveč, mislim, več bi mogli dati tako vratarji, tudi kot obramba. Mislim, da moramo ta nivo igre res dvignati zelo pošteno, če hočemo kakšne točke osvojiti. Verjamem pa, da s trdim delom in s takšnimi treningi, kot treniramo, ker dobro treniramo, nam bo to tudi uspelo. Zdaj je roko na srce težko pričakovati kakšne točke proti Celju in pa Riku Ribnici, potem pa 23. novembra praktično na glavo. Tekma proti Slovenj Gradcu na domačih tleh. Tako je, ja, zdaj imamo Celje in pa Ribnico. Sigurno ne gremo tja praznih glav, da bi se že naprej predali. Hočemo nekaj se pokazati, hočemo se vsaj dvignati, hočemo neko dobro luč pokazati spet, da se potem proti Slovenj Gradcu res na glavo in iztrga ta parket na Hardeku. Pri domačih so vsi trije vratarji skupaj zbrali le 5 obramb. Na drugi strani sta Štavar in Postojna zbrala 13 oziroma kar 8 obramb več. Domača trojka Jure Kocbek, Žuran in Čudič je skupaj prispevala 18 zadetkov, vsak po 6 golov. Krožni napadalec Daniel Mesarič je dosegel 4 zadetke. Pri gostih je igralec tekme Krečič dosegel 10, Žagar 6 in Sokolič 5 zadetkov. Jeruzalem Ormož, Koper 30-33, polčas 16-16. Že v sredo 6. novembra ob 18. uri Jeruzalem v sklopu 9. kroga NLB lige gostuje v Celju pri državni prvaki, kateri v elitni slovenski ligi meljejo vse pred seboj. V 10. krogu 16. novembra sledi za Ormožane še eno gostovanje pri Ribnici, nato pa v zaključku meseca novembra 2 domači tekmi proti Slovenj Gradcu in Trimu iz Trebnjega. Selimo se na nogometna igrišča Medobčinske nogometne zveze Ptuj, prva liga. Nogometaši Ormoža so v nedeljo v športnem parku Mestna Graba gostili nogometni klub Grajena. Končni rezultat je bil 4-1, polčas 1-1 v prid gostov iz Grajene. Za gostitelje je pod vodstvom trenerja Marka Velečiča zaigrala naslednja 11-terica. Na golu Kevin Caf, v polju pa Aleš Lukman, Benjamin Zadravec, Matija Lazar, Benjamin Kosi, Mislav Šincek, Rok Lah, Aljaž Lah, Nejc Šulek, Klemen Zlatnik in kapetan David Janežič. Kljub temu, da so ormoški nogometaši tekmo začeli borbeno in so prvi polčas odigrali z vso vnemo, so gostje povedli v 28. minuti. Mrežo Cafa je zatresel Žan Krajnc, sicer soigralec ormoškega vratarja pri slovenskem futsal prvoligašu Ptuju. Vodstvo gostov ni zmedlo domačinov, ki so 9 minut kasneje uspeli izenačiti po zadetku Aleša Lukmana. Z rezultatom 1-1 sta se ekipi Ormoža in Grajene odpravili tudi na 15-minutni odmor. V drugem polčasu so Ormožani precej popustili, kot da jim je zmanjkalo moči in prejeli kar 3 gole. V pičlih 2 minutah, natančneje v 65. in 66. minuti, se je dvakrat zatresla mreža gostiteljev. Vratarja Cafa pa je v drugo in tretje na tekmi premagal znova Krajnc, ki je tako tekmo zaključil s trojčkom zadetkov. Piko na i zasluženi zmagi Grajene v športnem parku Mestna Graba pa je v 88. minuti postavil Denis Strelec. Po visokem porazu so ormoški nogometaši seveda bili precej razočarani. Pa smo na domačem terenu, smo vedno razočarani, da zgivimo. Samo kaj čemo, čestitati nasprotnike. Smo imeli svoje šanse, samo
nažalost, ne je šlo. Drugi polcajt so nas povozili in to je to. No in zakaj recimo so bili toliko močnejši oziroma zakaj so bili toliko bolj energični v tem drugem polčasu? Glejte, mi igralci ne hodimo na treninge, težko sestavimo sploh kakšno tekmo, ker smo se isti igralci na tekmi. Tako je mogoče tudi to problem. Pa verjetno smo tudi fizično bolj padli, ne, proti njim, po mojem. To je to. No, verjamem, da boste to nadoknadili, verjetno vam ta poraz danes ni vzel volje. Ne, zdaj še nas čaka ena tekma, to je pa premor. Te bomo videli, kaj čas prinese. Jaz upam, ker nekšne domače igralce še pripeljamo, ker tu vse skupaj šlo malo leži in to je to. S trenerjem ste zadovoljni? Zaenkrat moram reči, ker trener ima res dobre treninge, res dober je, meni je vrej. Navijačem pa tudi hvala lepa, ker nas podpirajo, kljub temu, ker dostikrat nadigramo tako bi mogli. No, danes so navijači zgrajene bili kar glasni, ne? Bolj od naših, ja. Lepše je bilo, če bi zmagali, porazi so tudi sestavni del igre, nažalost se je danes tako razvilo. O vzroki jaz ne bom govoril, ker to je stvar stroke in jaz samo upam, da bude naslednjič boljše. Lahko samo povem to, da dejansko imamo težave z igralskim kadrom, z treniranjem in mi bomo mogli kar prekleto nekaj spremeniti do spomladanskega dela prvenstva, da bomo više na lestvici, zdaj se to tudi glede na vse pogoje, ki jih imamo, zaslužimo. Vsekakor, ampak vseeno nekako z novimi močmi ste nedolgo začeli, ne? Verjetno ne bi bilo treba biti tako zelo razočaran, kot ste danes recimo. Vse sem rekel, jaz sem navajen na vse in zdaj ne vem, glih razočarani. Normalno je, da sem razočaran, drugače bi se počutil, če bi zmagali. Nove moči, ne? Dejansko se trudimo, koliko gre. Težav je zelo dosta, nekaj se ne že omenil, kar se tiče pri igralskem kadri, pri treningi. Dejansko pa se tudi srečujemo z ostalimi težavami, ki pa jih počasi odpravljamo. No in kaj pravzaprav ta današnji poraz pomeni za vašo uvrstitev? Nič tragičnega. Ena tekma še je pred nami, v vsako tekmo gremo poskušati zmagati. Kot pa sem rekel, v zimskem delu, v počitnicah, takrat pa bomo mogli nekaj pri igralskem kadru spremeniti, mogoče še kakega igralca angažirati. Ko sem nastopil to funkcijo, povedal, ciljamo na domače igralce, ne vem, kaj se dogaja. Tudi takrat sem povedal, da je klub na slabem glasu, da domači igralci nočejo priti igrati, dobesedno nočejo priti igrati in izkoriščam to priliko, da jih povabim in povem, da tu nastaja ena nova zgodba, vendar rabimo čas. In prosim, da nam vsi dajo čas. Mi se trudimo in se bomo trudili. Gospod Boris, kaj pravite? Tekma je bila kar težka, ne kljub temu, da vodite tako dobro. Ja, bom rekel, prvih 25 minut je za nas bilo res odličnih. Igrali smo dobro do prvega gola, ko smo ga dali. Potem smo nerazumljivo padli v igri, smo samo čakali, da se konča prvi polčas, da pridemo v slačilnico, da se dogovorimo, da enostavno igralci so pozabili, na kaj smo se dejansko dogovorili v slačilnici, smo med polčasom prišli v slačilnico, bom rekel, trpeli, konc prvega polčasa, ekipa Ormoža tudi, če bi povedala, bi zasluženo povedala, med polčasom smo se, bom rekel, zbrali, umirili, to smo sploh potrebovali umiritev, smo se umirili, šli na igrišče in drugi polčas odigrali, tako kot tudi jaz od igralcev pričakujem. Torej ste zadovoljni? Ja, moram reči, da drugi polčas je bil odličen. Tistih 20 minut v prvem polčasu pa moramo čim prej pozabiti. No, to je verjetno bil čas za priprave, ne, tistih prvih 20 minut. Kaj pa sicer, kako glede na to, da pač smo Ormožani mi, ne, imate morda kakšen nasvet za te naše ljube Ormožane, da malo nekam torej priplezijo? Ja, kot bivši igralec, moram kakšno desetletje nazaj nogometnega kluba Ormož, tudi trener včasih nogometnega kluba Ormož, jim želim čim prej, da res sestavijo ekipo, da pridejo v višji rang tekmovanja, res iz srca. Moramo vedeti, nogometni klub Ormož ima izvrstne pogoje, tudi kakšna druga ligaška ekipa nima takšnih pogojev, idealno glavno igrišče, tribune, klubske prostore, pomožno igrišče z reflektorji, vse je, ampak enostavno v Ormožu je stara težava so igralce, ne, vedno ni dovolj igralcev, bom rekel, tu bojo mogli ljudje, ki vodijo nogometno šolo, pluniti v roke, po domače povedano.
otroke čim bolj, bom rekel, bolj nadušiti kot rokometaši. Zdaj, včasih vem, da je bilo tako, da je pač rokometni klub Ormož večina otrok odpeljal in nadušiti na nogomet, priti na igrišče z njimi, z otroci delati in potem čez par let se mora zgoditi, da bo NK Ormož tudi imel svojo domačo perspektivno ekipo. In kakšne načrte ima sicer vaš nogometni klub grajena? Ja, bom rekel, mi smo v neki fazi sestavljanja ekipe. Jaz sem pred začetkom te sezone prevzel ekipo. Rabili smo kar en čas, da so se fantje navadili na bolj sistematično delo, da enostavno se probamo nekih navodil držati, tekme, katere nam, bom rekel, uspevajo tudi z taktičnega stališča, jih dobimo, bom rekel, ne s preveč veliko težavo. Včasih, bom rekel, fantje pozabijo, kaj se dogovorimo, potem imamo težave, tako smo danes imeli v prvem polčasu. To zadnjo kolo, bom rekel, še oddelati pošteno, jo probati dobiti, igramo z trenutno drugouvrščeno ekipo Skorbe, se v redu spočiti, pripeljati 3-4, bom rekel, igralce, zato ker smo zelo številčno omejeni, da se malo popolnimo, dobro narediti priprave za spomladanski del sezone in biti prvi na koncu. Ja, danes je torej nekaj točk zraven, ste na katerem mestu trenutno? Ja, jaz mislim, da bomo danes po končanih vseh tekmah tretji. Bom rekel, nogometni klub Gorišnica je pred nami, 8 točk, ampak vseeno, celi spomladanski del je še pred nami, eno kolo jesenskega dela, žoga okrogla, če bomo vse zmagali do konca, bomo prvi in to je cilj. Čestitke. Hvala lepa, hvala. Gospod župan, vi kot športnik po duši, kako bi ocenili današnjo tekmo? Verjamem, da ste si jo za vso vnemo ogledali, pač zgubili smo, igralci so zelo razočarani, ampak je prav, da jim povemo nekaj vzpodbudnega. Ja, tekmo smo spremljali, seveda imamo sigurno rezerve, koliko sem gledal, na določenih točkah moramo nekaj napraviti, ampak imamo mlado ekipo, imamo ekipo, ki lahko obeta skozi leto. Imamo tudi mlade ljudi, ki se želijo priključiti k nogometnemu klubu Ormož, tako da jaz verjamem, da bomo sestavili ekipo in bomo lahko normalno sodelovali v teh ligaških tekmah. Tako da ja, ogledali smo si tekmo, videli smo, kje so naše rezerve, tako da jaz verjamem, da bomo to ekipo zložili. Konec koncev Ormož živi z nogometom, z rokometom, z športom in jaz verjamem, da se nam tudi na nogometu lahko poklope. Jaz verjamem, da imamo ogromno mladih, ambicioznih nogometašev, ki lahko kvaliteto dajo nogometnemu klubu Ormož in verjamem, da se bodo tudi nogometnemu klubu Ormož pridružili. No, v vsakem primeru jim je potrebno dati čas. Seveda je potrebno dati čas. Glede, šport je ena izmed takih panog, ki se ne spremeni iz danes na jutri. Nogometnemu klubu je potrebno dati čas, tako kot pravite, ne spremeni se nič skozi noč. Ekipa bo delala, trener bo napravil svojo, tudi igralci bodo napravili svojo. Porihtati se treba ne samo telesno, ampak tudi v glavah. Mladi morajo začutiti izkušnje, s tekmami bodo sigurno pridobili in verjamem, da bomo z nekimi mogoče manjšimi ukrepitvami, kar se tiče sredine, nekaj malo zadaj, dopolnili ekipo in bo ekipa sigurno dobro funkcionirala. V glavnem v Ormožu je vsi pogoji so izpolnjeni za dobro športno udejstvovanje, tudi telovadnica je torej končno nared. Mislim, da vam je tudi malo breme padlo z ramen. Ja, to sigurno, koliko je bilo povedanega, koliko je bilo vsega napravljenega v zadnjem času, mi verjamete, da mi je kar nekaj neprespalnih noči, nisem imel zaradi tega, tudi verjetno se pozna, kak je sivi las več, ampak hvala Bogu smo to zapeljali, hvala Bogu se tekme odvija, hvala Bogu osnovna šola Ormož odvija svojo športno vzgojo, hvala Bogu, rekreativci so dobili svoj tisti čas udejstvovanja, tako da hvala Bogu nam tu gre vse tako kot treba. Tu pa tudi, tu ko stojimo, imamo zelo prelep stadion, se pravi z tribunami, z vsemi pogoji, tako treba biti. In jaz verjamem, da bomo tudi pri nogometnem klubu Ormož zložili zadevo, konec konca, tako sem že prej povedal. Jaz, glede na to, ko sem špilal v nogometnem klubu Ormož, smo imeli izvrstne rezultate, slabše pogoje kot zdaj. Smo se borili za tisto tretjo ligo, žal ni šlo takrat skozi. Verjetno se spomnim, da takrat tista tekma Ormož središče, ko je vse skupaj se tisto odvijalo.
pa verjamem, da še se to lahko poklope, da lahko tudi na nogometnem področju nekaj napravimo. Imamo ogromno članov mladih, koliko mi poročajo z nogometnega kluba Ormož, tudi glede na to, koliko se je udeležilo nogometnega tabora. Tako da mene ne skrbi neka prihodnost, ampak res je treba dati neko potrpljenje, športno potrpljenje treba imeti in pa tudi dati nogometnemu klubu čas. Tako optimističen ostaja župan Danijel Vrbnjak. Krog pred koncem jesenskega dela vodi ekipa Gorišnice s točko naskoka pred Skorbo. Majšperk je na 3., Tržec na 4., Grejena na 5. in Podlehnik na 6. mestu. Ormožani so na lestvici z 10 osvojenimi točkami na 7. mestu. Za njimi sta še ekipi Središča ob Dravi in Rogoznice, vsaka s po 9 točkami. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obleko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Sanjaš o dih jemajočem kraju? Preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric, stoterimi vinskimi griči, do skrivnostne reke Drave prideš na kraj, ki odseva nebesa. Jeruzalem. Novi Ford Mondeo Hybrid. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Za konec pa le še povabilo na martinovanje, katerega bo zagotovo zaznamovalo tudi že 24. tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štruclja. Tekmovanje bo potekalo v prenovljeni športni dvorani na Hrdeku s pričetkom ob 11. uri. Ob 10. in 12. uri pa se bodo godbe predstavile s skupnimi koračnicami na Kerenčičevem trgu. Gre seveda za najboljše godbe v Sloveniji in za odličen repertoar najpopularnejše svetovne glasbe, prirejene za godbe. Toliko, vabljeni v našo družbo spet čez teden dni. Vse dobro do takrat.